Kolega mi je rekel, da je sejem na Bučki tako velik že skoraj da kot cvičkarija in da je bilo ljudi toliko kot na nobeni od prireditev. In da je prav zaradi tega še toliko bolj zanimiv kot prireditev, ki je drugačna od tistih, ki smo jih navajeni. Ampak sejem na Bučki ima tradicijo, pa še ljudi, ki znajo pripraviti vse skupaj. Ja, ko se oziram po tej naši pokrajini, bi lahko rekel, da je veliko takih prireditev, za katere je pravzaprav nepotrebno biti zraven, saj je tako lepo vse poskrbljeno za samo zabavo ljudi in pa za kaj videti, da pravzaprav sam ne morem niti pomagati kaj zraven. In prav zaradi tega na Bučki vem, da bodo dekleta postorila prav vse, da se bodo gostje, sejmarji, tisti, ki bodo prišli firpcat, samo dobro počutili. No in poslušajmo, kako so vse skupaj pripravili. Ja, na Bučki zdaj že v bistvu 25. junija vsako leto že 9. zapored organiziramo semanji dan na Bučki. To je prireditev, ki sloni na tradiciji nekdanjih sejmov na Bučki. Bučka je namreč imela v zgodovini pravico do 5 letnih sejmov ob godu vsakega zavetnika cerkve v Bučanski fari in pa ob kresi. Se pravi, bil je to Matijev, Jurjev, Mihelov sejem. Ta ob kresi je pa v bistvu tisti, ki ga mi nekako zdaj povzemamo kot en tak najbolj splošen za to našo prireditev. Letos smo pripravili podoben program kot pretekla leta. Zelo velik odziv je med rokodelci na rokodelski tržnici. Moram povedati, da letos imamo kar 27 razstavljavcev, kar je izredno veliko in vesela sem, da je tak odziv, ker tudi to pove nekaj o tej naši prireditvi. Prihajajo iz vseh koncev Slovenije, tako da predstavljamo, ne vem, od dražgoških kruhkov do lectovih src, prav lectova srca, recimo so bila v preteklosti na teh pravih sejmih vedno prisotna. Potem imamo še razna druga rokodelska dela, predstavitve iz tekstila, iz blaga, domače pridelke, med, kar precej je tega. Potem drugi večji del semanjega dneva je sejem, ta kramarski del, ki poteka na starem sejmišču. Potem pa imamo tu še vzporedno potekajo aktivnosti, ki so jih pripravila druga društva. Športno društvo je pripravilo lokostrelstvo in pa stare igre za otroke po starih običajih. Društvo podeželskih žensk je pripravilo tako imenovano šarkeljado, to je ocenjevanje šarkljev, ki pa letos že drugič poteka na državnem nivoju, se pravi gre za državno ocenjevanje in društvo to organizira skupaj v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije. Letos je tudi, lahko povem, prispelo kar 70 šarkljev, tudi nobenkrat do zdaj še toliko ni bilo, tudi z vseh koncev Slovenije in tega odziva smo zelo veseli. Potem je tukaj še tak kratek program kulturnega društva, en tak višek dogajanja pa vsako leto predstavlja prikaz sejmarjenja po starih običajih. Letos se je barantalo za konja, tako da upam, da je prodaja dobro uspela. Ja, če bi me vprašali, kaj je to šarkelj, bi zelo težko povedal. Zdi se mi pa, da je to neka sladka reč, ki je podobna potici, pa vendar to ni, ker je lepo zmodelirana. No, morda bomo izvedeli v nadaljevanju, kaj je, saj gre pravzaprav pri nas za državno prvenstvo v peki šarkljev. No in predsednico smo povprašali, kako je s tem. Letos je šarkeljada druga po državno, drugače 9. po vrsti. Prispelo je 70 vzorcev iz vse Slovenije. Razdelili smo 5 zahval, 18 zlatih, 34 srebrnih, pa 13 bronastih priznanj. Poglejte, kakšen je napredek. Namreč vse, kar je v razvojnem smislu bilo skozi društveno dejavnost pri nas začeto, recimo cvičkarija, pa salamjade, pa tako naprej, je doseglo en določen razmah in napredek. Kruhi, recimo, v Beli cerkvi. Kako pa pri vas šarklji? Ja, lahko rečem, da se tudi kvaliteta izboljšuje, napake so se odpravljale, pa tudi število prispelih vzorcev je vsako leto večje. No ja, šarklji, kot sem že rekel, pravzaprav ne vemo o njih veliko, pa vendarno, kakšni so bili letos?
Letos so bili šarklji izredno lepi, bili so zelo inovativni, bili so taki, da lahko rečemo, da so upoštevane bile tudi smernice zdrave prehrane, bili so lepi na pogled, bili so res ugotavljamo resmo, da vsako leto prihaja do bolj kvalitetni in da se ljudje, ki pripravljajo šarklje, resnično izredno potrudijo. Za prihodnje leto smo dali kot priporočilo, da mogoče upoštevajo še izbiro tradicionalne posode, v kateri so se včasih šarklji pekli. Torej, da bi bili tisti pravi naši šarklji, ki so visoki in ne mogoče vse te oblike, ki so včasih zelo nizke in spominjajo na kolače in ne toliko na šarklje. To je ena izmed teh, potem, da naj še poizkusijo s kakšnimi novostmi, z inovativnostjo, naj upoštevajo smernice zdrave prehrane, tudi da bi mogoče manj maščob mešali med sabo, tako zelo veliko je bilo tudi uporabe masla in mogoče preveč potem še orehov, lešnikov, mandeljnov, kokosa in podobnega. Drugače pa, da bi karkoli posebnega smo jim že v prejšnjih letih in me zelo veseli, da se tega potem nekako, da upoštevajo to, kar smo rekli. Mogoče smo letos ugotavljali, da se je kar nekaj šarkljev prijelo na alufolijo. Zato smo toplo priporočali, da izbirajo take površine in tako šarklje odložijo, ko so pečeni, da se potem ne primejo. Poglejte, vem, da ste bila učiteljica na gostinski šoli, vem, da sodelujete pri vseh teh, lahko bi rekel, prireditvah, ki imajo v sebi vsebino pripravo teh domačih kmečkih dobrot. Pa recite kaj na to temo. Želim, da se narodne jedi ohranjajo, so to tudi tako šarklji kot kruhi, pletenice in moram reči, da sem zelo ponosna, da se je to na Dolenjskem pričelo in da upam in želim, da se bo ohranilo. Tako tradicionalno v Beli cerkvi, potem v prečni šarklji, jabolčni zavitek v Dolenjskih in pa seveda tukaj na bučki šarklji. Zdaj, kdaj so se začeli peči za šarklje, dejansko že dolgo časa, če pogledamo nazaj, vidimo, da so šarklji tisti, bom rekla, zelo lepi ali pa najlepši, če se lahko po tega poslužim, ki so pečeni v lončenih modelih ali v modelih, ki spominjajo na to obliko šarkljev. Šarkelj je bil v preteklosti nepogrešljiv na ohcetih, torej na porokah. Takrat niso poznali tort. To je prišlo kasneje. In tako lep šarkelj speč, takega kvašenega, pa še celo v krušni peči je bilo zelo težko. In tudi letos smo opažali, da se jih je veliko odločalo za kvašene, to me izredno veseli. Torej je preteklost tega in Slovenci smo lahko ponosni. Potem kasneje so se te šarklji, tako imenovani podobnjaki, razvili tudi v potice in ko so še nekaj dodajali. Vendar, če danes pogledamo šarklje, bi se lahko tudi kakšna potica skrila, tako zelo so dobri, okusni, lepi na pogled, krasni, čudoviti. Ja, tako lepo o tistem najlepšem delu šarklju, ki je bil malo skrit v zaprtih prostorih, zunaj pa je sejem šel naprej, tako kot se spodobi. In tudi vse tisto, kar je bilo na semanjem dnevu poznanega, se je tu dogajalo. Ko so med seboj se dogovarjali za ceno in ko je bilo vroče, da so tolkli z dlanjo ob dlan, je pravzaprav to tisto, kar nekaj je vedno bilo na sejmih. Nikoli se ni sprejelo prvo ceno, nikoli se ni postavil dinar kar tako, ampak vedno je bilo to dogovarjanje bučno, zanimivo, atraktivno, polno kakšnih dovtipov in domislic. In kolikokrat je kdo odšel iz takega dogovarjanja, pa se potem zopet vrnil. Tudi Zuckerbergerji, kot jim jaz grdo rečem, kar po tuje so sestavni del takega sejma, ki seveda v sebi nosi veliko etnološko sporočilo, ampak tisti, ki radi zaslužijo s cenenimi rečmi na takem sejmu, so sestavni del vsega skupaj. Samemu pa se mi zdi, da je predvsem barantanje za kraj
krave, za konje, karkoli je že bil predmet tega, bilo velikokrat tudi v ospredju. In na takih sejmih so se še posebej radi predstavili tisti, ki imajo v mislih opravo konja, opravo voza. In ko so se pripeljali na tak voz, bodisi da je bil ta voz skovan pri kakšnem kovaču in ga je bilo potrebno prodati, ali pa na svojem lastnem, s katerim so pokazali, kdo so o tem vozu znali povedati marsikaj. Voz je zelo star, že mislim, smo ga malo obnovili, lojtren, ki smo pa zdaj naredili pred 3 letom. Da smo malo obnovili, da je tole malo boljše, da malo bolj izgleda. Tole se je uporabljalo malo večji je bilo za seno voziti od tave, take stvari, to so rabili. S konjem, ki so prej se pred 30-35 letom smo še s konjem vzeli domov. Zdaj imamo pa že to bolj sodobno in pa traktor pa tako. Že od vseh mladih let imam dole vse skozi, mislim, prej motofoter, pa sem enih par let ni bilo nič, pa sem pa malo tole obnovo, čeredo, imel sem jih 10, zdaj, kad mi je pa malo bolezen, mi je pa malo zmanjšali smo. Zdaj imam pa še 5 komadov, pa prepustna postaja, žrebca imamo doma. No, ljubitelj do živali, hudo se razumem in z njim, one mene, tako da imam nobenih problemov, ko pridem na pašnik, to me pred vzamejo okoli sebe in smo res smo zadovoljni en z drugim. Skrbim pa, kolikor moram dober, da s hrano in vse tako. To, če jih pogledamo, se vidi, da so pri sebi, da je to nekaj malo boljše. Ja, na vsak način sodelujejo pri taki prireditvi, kot je sejem, tudi konji, še posebej društvo, povezani v društvo, ki ima svoje namene, pa vendarno poslušajmo predsednika, kaj je povedal o tem. Ja, kot vsako leto, kot ste rekli, pridemo na ta prostor, ker smo pač iz strani krajevne skupnosti Bučka povabljeni. Seveda se z veseljem odzovemo, kajti to je semanji dan, kjer je tudi nekako lepo, da so prisotna pač konji so zraven in tako, da vsako leto se z veseljem udeležujemo tega dogodka. Ja, takole na semanjem dnevu zagotovo lahko poskrbimo za to, da kaj prodamo in s tem od tega živimo. Velikokrat je bil to edini zaslužek na kmetiji. Sam pa velikokrat razmišljam od tu naprej, kaj nam je postoriti in zagotovo ekoremediacije so nekaj, kar se zelo, zelo umetno sliši. Pa vendarno gre za to, da sami s svojimi življenjskimi navadami ne povzročamo problemov v naravi. No in v tem v nadaljevanju. Novost v našem dolenjskem in belokranjskem prostoru so rastlinske čistilne naprave. In na Grmu, Centru biotehnike in turizma, smo pripravili vzorčni objekt, ki naj bi čistil odpadne vode iz naših zidanic. Veliko je strokovnih dilem, pa vendarno so v času izgradnje rešene. No in poglejmo, kako na kakšen način so pripravili čistilno napravo. Ker se na inštitutu z problematiko razvoja tega našega učnega poligona ukvarja dr. Podgoršek, smo ga povprašali. Ja, učni poligon, ki je nastal na Zavodu Grm Novo mesto, je del projekta ekoremediacije v jugovzhodni Sloveniji. Ta učni poligon, ki je nastal, je šele začetek našega dela, ki nas še čaka v bodoče. Dejansko smo v tem pomladanskem obdobju in pa v pozni jeseni šele začeli z izgradnjo in posadili rastlinje in tako naprej. Vegetacija še ni v polni razrasti, zato na to še bomo mogli počakati vsaj še kakšno vegetacijo, da se poligon vzpostavi do vse svoje funkcije, vendar, ko bo pa poligon vzpostavljen in tudi že sedaj, pa ta poligon definitivno služi za promocijo ekoremediacij, tako za prepoznavanje naravnih ekoremediacij, to pomeni tistih, ki jih v naši naravi imamo in jih moramo samo prepoznati in mogoče aplicirati na druga področja, in pa na tudi umetno grajene ekoremediacije, pri tem pa ne gre za nič drugega, kot da malo modificiramo naravne ekoremediacije in jih spravimo v nek okvir, manjši okvir, zato da potem lahko s pomočjo samočistilne naravne sposobnosti varujemo naravo in čistimo vodo pred odtekom v naravno okolje. Kljub temu, da lahko veliko tega
dela postorimo sami, takrat, ko pripravljamo tako rastlinsko čistilno napravo, pa vendarno nekaj denarja za samo izgradnjo je potrebno in prav zaradi tega lahko koristimo to namensko evropska sredstva. No in poslušajmo. Iz evropskih sredstev so upravičena oziroma sofinancirana je izgradnja že malo večjih rastlinskih čistilnih naprav, to se pravi nad 50 populacijskih enot. Tako da na ta, se pravi, in v tem primeru pridejo poštev naselja in se pač ta mala gospodinjstva priključijo na to. Zdaj, primer, ki ga imamo pri Zidanici na Trški gori, to pa je mala rastlinska čistilna naprava za manjše število enot, ki tudi ne potrebujejo upravnih dovoljenj v smislu gradbenega dovoljenja. Te rastlinske čistilne naprave pa so recimo bolj primerne za gospodinjstva, recimo predvsem za zidanice. Tako da, se pravi, pač imamo različne tipe, tako da še zmeraj za tiste nad 50 enot bo nekako stvar lokalnih skupnosti, dočim pa tiste čisto majhne, pa bolj gospodinjstvo oziroma se lahko tudi dogovorijo drugače. Pilotski primer zasnove take čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave ob Zidanici se bo srečal z veliko porodnimi težavami in potrebno bo še marsikaj ugotoviti, kako, na kakšen način bo znotraj Zidanice taka čistilna naprava funkcionirala. In prav Inštitut Grma Novo mesto Centra biotehnike in turizma je tisti, ki bo to zadevne projekte razvijal. No in ko smo začeli z izkopi, ko smo začeli z pripravo za to čistilno napravo v Zidanici, je bilo kar veliko težav. Prva težava je bila ta, da ko smo čisto ob Zidanici pričeli z izkopom 2 gred, smo naleteli na kamenje, na trd teren, na težave pri tej pripravi same posteljice, zato ker obe 2 gredi, prva in druga greda rastlinske čistilne naprave, morata biti povsem vodotesni. To pomeni, da na dno te čistilne grede damo najprej jasno nek filc, ki oblaži kakšne grobe delce, na ta filc pa položimo folijo, ki onemogoča odtok vode iz čistilnih gred, iz gred čistilne naprave. In ravno zaradi tega, da res zagotavljamo to vodotesnost, moramo preprečiti, da bi imeli na dnu ali na obodu teh gred kakšne grobe delce, od skal, od kamenja in tako naprej. In ko smo mi najprej načrtovali na prvem mestu, na tem mestu, kjer smo načrtovali čistilno napravo, gredi, rastlinske čistilne naprave, naleteli na te težave, smo potem po temeljitem premisleku se odločili za to, da te 2 gredi prestavimo na drugo lokacijo, kjer pa bomo lahko omogočili res varno izvedbo te čistilne naprave in tudi zagotovili, da ta čistilna naprava ne bo spuščala oziroma da se folija ne bo poškodovala. No in ko smo potem šli pripravljati te drugi 2 gredi na drugo lokacijo, smo pa seveda pri tem mogli spet paziti tudi na nekatere zakonske okvire, ki nam jih pač gradnja v naravnem okolju omogoča oziroma nas pri tem tudi na nek način usmerja. Pri tem je seveda potrebno paziti na odmike od sosednjih parcel. Običajno so odmiki do 1,5 metra pa pol od sosednjih parcel, čeprav za rastlinske čistilne naprave do 50 populacijskih enot ne potrebujemo gradbenih dovoljenj, vendar je pa to vseeno nek poseg v neko okolje in zato moramo na te odmike paziti. No in ker smo pa mi na Trški gori na tej pilotni rastlinski čistilni napravi vseeno želeli, da v to čistilno napravo pripeljemo tudi odpadno komunalno vodo, tudi morebitnih sosednjih Zidanic, ker je čistilna naprava načrtovana za 17 populacijskih enot, smo potem zaprosili tudi za dovoljenje za manjše odmike in za uvrstitev same čistilne naprave kot v neko skupino pomožnih infrastrukturnih objektov. In glede na to, da je čistilna naprava dovolj velika za priklop tudi sosednjih Zidanic in tako naprej, je ta čistilna naprava dejansko danes postavljena, narejena in uvrščena v skupino pomožnih infrastrukturnih objektov in s tem je v bistvu ta čistilna naprava tudi dograjena.
Kljub temu, da smo že v prejšnji oddaji kar govorili o tem, kako funkcionira taka čistilna naprava, rastlinska čistilna naprava, pa vas prosim povejte še enkrat, kako znotraj teh gred, kot jih imenujete, pravzaprav funkcionira vse skupaj. V prvi gredi se opravi predvsem mehansko čiščenje, ker ta voda mora iti prisilno čez različne frakcije peska in pri tem se ta odpadna voda v bistvu prvo mehansko očisti. Govorimo tudi že o začetku mikrobiološkega čiščenja, vendar običajno je v tej prvi gredi ta odpadna komunalna voda premalo časa, da bi lahko že govorili o kakšnem res intenzivnem mikrobiološkem čiščenju. Tudi v tej prvi gredi so že posajene rastline, ki za potrebe svoje rasti vlečejo hranila iz odpadnih voda in s tem že deloma to vodo tudi čistijo. Rastline, ki smo jih posadili v prvo gredo, so običajno trstiče in pa kakšni šaši. To pomeni močvirne rastline, zato ker rastlinska čistilna naprava oziroma rastlinje raste dobesedno praktično v pesku, napolnjenem z vodo. No, iz te prve grede se potem že delno očiščena voda prečrpa oziroma izteče zaradi samih naravnih padcev v drugo gredo, polirno gredo. V tej gredi, ki je večja in v kateri se voda zadržuje dlje časa, teorija pravi vsaj 5 dni, kolikor je potrebno za to, da se voda mikrobiološko primerno očisti. Skratka, v tej drugi gredi se voda zadržuje dlje časa, je večja, temu primerno zasnovana, tudi globja, zato da res lahko v njej potekajo mikrobiološke razgradnje. In v tej drugi gredi se praktično voda očisti tudi dušika, tudi fosfatov in ostalih hranil in potem se praktično očiščena voda lahko spušča v naravno okolje. Tudi sami smo to reševali na ta način, da smo za drugo gredo potem naredili ponikovalnico, s pomočjo katere potem očiščeno vodo spuščamo v naravno okolje. Ja, velikokrat potem prečiščene vode in tem vodam pravzaprav ne verjamemo in tu bo potrebno še kar nekaj časa, da bomo dojeli, da gre resnično za čisto vodo, ki jo povsem brez skrbi lahko spustimo v naravno okolju. Ampak kljub temu potem v nadaljevanju je potrebno paziti še na določene momente. Ko je čistilna naprava narejena, je potrebno v njej vedno paziti na to, da je napolnjena vsaj z vodo oziroma z nekimi komunalnimi odpadki. Če tudi danes mi še nimamo zidanice aktivne, kar pomeni, da še nimamo komunalnih odpadkov iz te zidanice, moramo ves čas skrbeti, da sta ti dve gredi, v katerih so posajene rastline in tudi rastejo zaenkrat samo trstiče, kasneje bomo dodali še ločje, moramo dovažati enostavno vodo, zato da imajo rastline pogoje za njihovo normalno rast. In še več, dokler časa ne spuščamo v to čistilno napravo tudi komunalnih odpadnih voda, toliko časa moramo mi te rastline umetno gnojiti. Pomeni, da dodajemo NPK gnojila, zato da bodo rastline sploh lahko rasle in da se bo začela mikrobiološka razgradnja, skratka, da ustvarimo pogoje za normalno rast rastlin in da aktiviramo čistilno napravo in jo vzdržujemo na ta način do tistega trenutka, ko bomo imeli v zidanici tudi dejansko prvo komunalno odpadno vodo, se pravi prvi WC, prvi pomivalni korit in tako naprej, iz katerih se bo zadeva komunalna voda zbirala in potem odtekala naprej na to rastlinsko čistilno napravo. Kar veliko je še problemov, ki jih bomo morali rešiti in na dobri poti smo s postavitvijo, lahko rečemo, materialnih pogojev za razumevanje ekoremediacij v sam prostor. No in kako poteka projekt? Zdaj projekt nekako lahko razdelimo na dve fazi. To je tista prva faza, ki je bila narejena za občine in v okviru tega so bile narejene problemske analize in predlogi rešitev za okoljske probleme s pomočjo ekoremediacij. Tega znanja o ekoremediacijah v okolju še ni dovolj oziroma ga sploh ni, zato smo vzpostavili 19 infotočk, na vsaki občini eno, jih opremili z materialom, tudi z znanjem. V okviru projekta so bili tudi certificirani informatorji, ki bodo svetovali o ekoremediacijami
Bi pa potem druga faza bolj podala, ker ta faza pa je tista izvedbena faza, ko smo dejansko šli z realizacijo programa na teren, in sicer je na območju, na posestvu Grma Novo mesto postavljen učni poligon. Temu lahko rečemo zametki učnega poligona za ekoremediacije, in sicer je vzpostavljenih 5 točk ekoremediacijskih. To so učne točke, na kateri bodo mladi s pomočjo laboratorijske opreme, ki je bila tudi del projekta, in s pomočjo delovnega zvezka, ki je bil tudi sestavni del te operacije, izvajali vaje na terenu in se bodo pač usposabljali za izvajanje teh aktivnosti. Tudi ostale poligonske točke bomo pokazali v eni od naših naslednjih oddaj, tako da boste s tem sproti seznanjeni. Sam pa lahko ob koncu samo še rečem, da bi bilo takih posegov v naravo, ki so mehki, temu lahko rečemo, čim več, in da bi mi znali razumeti, da pravzaprav s svojim življenjem povzročamo v naravi kar veliko škode, in to škodo lahko po pameti omilimo. Lahko tudi tako, da organiziramo sejem, na katerem se predstavimo, na katerem prodamo vse tisto, kar smo pridelali, in to je že začetek sanacije te naše krize. Kako pa bi drugače?